prav lepo pozdravljeni v galeriji Družina. Nocoj smo se zbrali na razstavi slik Opuščene brazde Bogdana Čobala, akademskega slikarja iz Maribora. Za glasbeni del nocojšnjega večera skrbi moški del vokalne skupine Ingenium s slovenskimi narodnimi. Eno smo že slišali, v nadaljevanju pa še dve, pa bodo tudi sami malo povedali o svoji glasbi. Pred slabim letom smo se v galeriji Družina odločili, da bomo vrata naše galerije odprli tudi slikarjem iz mariborskega konca. To je tako druga razstava v tem smislu. Prva je bila razstava Milene Hovške Pavlin. Nocoj pa že, kot rečeno, razstava Bogdana Čobala. Pa bi dala besedo likovnemu kritiku Mariju Bertiču, ki nam bo predstavil samo razstavo in tudi gospoda slikarja. Prosim. Hvala lepa, spoštovani gospe in gospodje. Čas mi je, da lahko ponovno predstavim zanimiv ciklus, nekoliko nenavaden v avtorjevem opusu Bogdana Čobala z nazivom Opuščene brazde. Že sam naslov nekako napoveduje tematiko, to je etnografska tematika, ki se jo je lotil že pred nekaj leti v ciklu Anatomija kozolca. Takrat je prvič v svojem opusu uporabil aluzivni znak kozolca v svojem slikarskem ciklu, lahko bi dejali, da gre kar za eno krajšo fazo. In v tem ciklu je nekako eksperimentiral oziroma polemiziral z vidikom gledalca do umetnine, do slike. Namreč postavil je sliko na tla, tako da jo je nekako oblikoval kot kozolec oziroma kot stranico strehe kozolca. In na ta način je opazovalca prisilil, da gleda sliko na tleh. Na nek način je to popolnoma obratno, kot recimo opazovalec, ki pride v cerkev in gleda slike navzgor. Na nek način je ponižan, v tem primeru tukaj je pa slika tista, ki je nekako ponižana na tla. Ta etnografski v bistvu aluzivni znak kozolca je interpretiral na tak način, da je zelo zanimivo, ko je predstavil ta ciklus v Nemčiji, v severni Nemčiji, v deželi, torej Nordrhein-Westfalen, so te slike takoj Nemci sprejeli kot svoje. Zaradi tega, ker so bili noter grafizmi zelo blizu njihovi arhitekturi 16. in 17. stoletja. Čeprav je šlo za tipično slovensko motiviko. Tokratni ciklus je Bogdan Čobal prvič predstavil v Zagrebu, v Slovenskem kulturnem domu in na nek način je združil tradicijo hrvaške in tudi slovenske, torej etnografske dediščine. Namreč v tem ciklu je kot pogosto v novejši ustvarjalni fazi uporabil recimo temu likovne citate iz nekih že obstoječih fotografij, ki jih je našel v Google in sam fotografiral, tokrat sam fotografiral v torej, muzeju na prostem Logatcu. Rogatec v Rogatcu, ki je blizu hrvaške meje in na ta način je nekako, kot sem že omenil, združil ti dve etnografski tradiciji. V slike je seveda interpretiral čisto po svoje in na ta način je pravzaprav združil svojo tradicijo upodabljanja, lahko bi dejali, kozmogonskih, se pravi, motivi, ki nekako simbolizirajo nastajanje vesolja
vendar nikoli ne pride do smrti, ampak je nekako vesolje se obnavlja ciklično. In temu primeren je tudi kolorit slik. Od žarečih tonov, rdečih, preko torej vijoličnih, modrih do rumenih, okrskih in sivih tonov na koncu. Siva, recimo barva, bi naj pomenila zaključek nekega cikla in napoveduje potem ponovno nastajanje, ponovno kreacijo. Današnja razstava pa nima samo tega etnografskega značaja, tipično slovenskega, z kmečkimi poslopi, s kmečkimi orodji, ki so bolj ali manj zapuščena, tako tudi kot naslov razstave Opuščene brazde, ampak je splošno sociološki in splošno ekološki. Namreč tukaj se gre za resnično nekako odmiranje kmetij, za opuščanje poljedelstva, živinoreje, za na koncu koncev tudi propadanje ne samo torej, naselij kmetskih, ampak tudi na koncu koncev za propadanje zemlje, za propadanje narave, nasplošno gozdov. Vse to povzroča velike spremembe tudi v samem podnebju in Bogdan Čoban dejansko se s to svojo angažiranostjo se je ves nekako predal tej motiviki in ustvaril popolnoma nov in nekoliko drugačen cikel kot običajno. Če morda stopim k tej sliki za menoj, tukaj opazimo tipični čobalovski kontrast med temi amorfnimi gestualnimi potezami, ki nekako označujejo oziroma simbolizirajo tisti pra-kaos, primordialni kaos, na drugi strani pa te ortogonalne in diagonalne oblike, ki simbolizirajo razum in na nek način se ta kaos in red dopolnjujeta v tem že cikličnem, torej že omenjenem cikličnem obnavljanju življenja in smrti in kaosa in reda. No, tipična je morda tudi zasnova teh kontrastov med pravokotnimi in diagonalnimi oblikami. Diagonala je zmeraj uvaja neko dinamiko v kompozicijo in že prej omenjen ciklus anatomija kozolca je to diagonalo še bolj nekako poudaril. Pa sprva samo v tisti vodoravni obliki, kasneje pa tudi v navpični obliki. Se pravi, da je zmeraj nek faktor dinamike, razvoja, tako diagonala, kot tudi te amorfne, kaotične, navidezno kaotične poteze. Kolorit je jesenski, pa vendar najdemo noter te žaleče barve tudi neke rdečine, ki simbolizirajo nastajanje, torej žarjenje, nastajanje nekega novega ciklusa, novega življenja. Čeprav so obraze opuščene, to še ne pomeni konec, ampak morda pomeni nek nov drugačen začetek. Zdaj bi pa morda povabil avtorja, da stopi k meni in pove sam, kako je pravzaprav sploh prišel na idejo, da je razvil tak ciklus kot neke vrste nadgradnja njegovega dosedanjega opusa, hkrati je pa uporabil nekaj čisto novega, precedenčnega. Torej, gre dejansko za en izjemen ciklus. Prosim. Jaz se ne vem, ki naj začne. Jaz ne vam, da lahko traja dolgo, lahko traja kratko. Prvo, pogledajte, barva, ki jo mi zaznavamo,
je pravzaprav sestavni del nekega energetskega stanja, elektromagnetno valovanje, ki vsebuje pravzaprav ne samo sporočilnost in preko svoje robnosti tudi ločljivost predmeta, ampak je samo v sebi neko določeno energetsko stanje. To je tisto, kar ima slikar kot najpomembnejši atribut, s katerim dela. Seveda, rob te barve v drugi barvi nam da neko določeno formo, neko določeno obliko. Zaradi tega prepoznamo predmet, kajti v črnem tunelu črn predmet ni viden, mora biti ta kontrast. Jaz se tukaj potrudim, da spojim dinamičnost geste. Vidite, ljudje živimo iz različnih sklepov. Mi ne pomislimo, da jaz živim iz ramena in maham in objemam iz ramena. Lahko živiš iz komolca, lahko živiš iz zapesja, lahko živiš iz prstov. Slikar ni nič kaj drugega, kot pravzaprav to senzomotoriko, ki jo si poišče kot svoj lastni rokopis. To je tisto, kar Marijo pa tudi drugi rečejo, da se pravzaprav ta, bom kar rekel, ta divja gesta, ta osebni zapis, v katerega vložim energijo in vložim pravzaprav tudi ves naboj. Dostikrat se s tem zelo muči. Dobro opazovalec bo videl pravzaprav, da tu ne gre za zapis, kako pač narediš topično, ampak da grem iz vseh, najprej iz ramena, iz komolca in tudi navznoter nabijam energetsko tonaliteto, da ta poteza maksimalno zažari. Lahko bi ostal pri tem. Zdaj pa pogledajte, kaj se dogaja zdaj z mojimi besedami. Besede, ki sem izrekel pred minuto, dvema, jih ni več. Ko zdaj vas gledam tak, pogledam vsem, v meni še lahko je reminiscenca, perseveracija in pravzaprav še imam vtis, da sem vas pogledal, zgrem vsem. To ne gre za tisto, kot je Picasso obračal obraz. Ampak v meni so ostale neke podobe, neke slike. Zato imate na tej sliki še neko drugo sliko. Še neko drugo sliko, ki pripada nečemu popolnoma drugemu. Rad bi videl opazovalec, ki gleda, te slike so pač stane do ene formalne komunikacije, ampak to je vredno del neke slike, ki je sedaj prekrita. Ali je to zdaj prava slika, je to prava slika, to prava slika. Ne? In slika dobi večplastni informacijski naboj. To je tudi tisto, ko potem človeka pričenja čez nekaj časa zabavati in ga privlači, pritegne ga slika. Kaj se predolgo? Ne, mislim pa, da ne bi kot šoli, no, 150 ur. Potem ga zdaj privlači, ker je samo sporočilo je večplastno. To je pač tisto, kaj bi človek rekel, ta režija, ko partija šaha, ti imaš točno določene zakonitosti potez, ampak iger s temi potezami pa ni šteto. Tako se tu. Zdaj pa, da bi malo olajšal, pa potem izvedem prepoznavno aplikacijo. Bodi si običajno se poigramo s kozmosom, ker je tudi barva del kozmosa, da barva sama v sebi kot valovna množina, tako jaz to jemljem v kompletnem sklopu. Sami sledimo strašnim zabeležbam v globino kozmosa in vesolja, ki je samo preko teh elektromagnetnih valovanj. In nazadnje smo tudi mi en del nekega energetskega spreminjanja. Tu bi še lahko. Potem drugo, hočem razložiti, zakaj se dal sliko na tla. Mi imamo v sebi ostro zgrajen prostorski križ. Mi se tega prostorskega križa niti ne zavedamo. Tu sem zasledil, da so najnovejše raziskave z možgani ogromno delajo, lani je bilo tudi ogromno teh, da so odkrili pravzaprav že v možganih centre za prostorski križ.
In imel sem natrgano tetivo in sem imel na nogi gips pa nogo dvignjeno. Jaz sem se navadil na to in mi je vse bilo normalno. Ampak ko sem jaz dal gips dol, mi je bilo vse nagljeno. Jaz sem imel v sebi porušen prostorski križ in sem se spomnil ene anekdote, kako je Kandinski prišel na idejo abstraktne slike v maniri Fauveja, kot je slikal takrat, je prišel v atelje, tako pač pravijo te anekdote, je prišel v atelje in je videl eno sliko obrnjeno, na kateri ni prepoznaval aludivnost predmetov. Ta slika mu je funkcionirala najbolje. Imela je lasten notranji likovni naboj, čeprav ni prepoznal predmetov, hiš, drevesa, kaj je že delal. In je začel razmišljati, dobro, slika ima svoj pomen zaradi barvnega naboja, zaradi barvnega tega in tako dalje. In je res slika na tleh ima, gledalec ima izredno ugodno občutek, ko je slika na tleh. In ker sem jaz imel razstavo, sem zdaj pač hotel ljudi upozoriti na ta prostorski križ, da imamo v sebi prostorski križ. To je, gledanje, pa vse skupaj, to je tako samo posebej omejeno. Vi razmislite, da zdaj, ko meni gledate, je potrebno 3 milijone bitov informacij urediti v sekundi, okoli 50 možganskih centrov dela. To je eno tako možgansko vrenje, ki pa je krasno, lepo samo posebej omejeno. Če nisem bolan, če nimam napake, ko pa imam napako, ravno na napakah so se... Zato sem jaz dal slike na tla. Se je bilo zelo težko postaviti. Ravno tu, ko pa smo delali razstavo v Hildnu, sem pa potem tudi postavil na zgor. Tako da so to te stvari, kaj bi rekel, neka določena režija je. Kaj že nismo povedati, veš? Vse je bilo dovolj. Rad bi sam še povedal, da je Boran Čobal pravzaprav dober znanec sosednje ustanove Škofijske Karitas, ker se redno udeležujejo vsako leto kolonije umetniki za Karitas, tako da je na nek način tale razstava tukaj nekje skoraj že domača. In Boran Čobal, kot sem že povedal, neprestano razviskuje, nadgrajuje. Ta cikl je sicer zadnji, vendar ga je še dopolnil z temi manjšimi formati, kjer je zopet morda dodal še en detajl rasterski, ki ga na teh večjih slikah ni. Skratka, ves čas nadgrajuje svoj opus in ta predstavitev v Ljubljani je resnično dobrodošla, kot je gospa Manica povedala, umetniki iz Maribora se predstavljajo tukaj, Milena Hoška pred tem, pred Mileno so pa bili še Štajerci iz Grata, so bila tudi zelo zanimiva razstava, taka v bistvu neka mednarodna povezava, tako da tudi naši kraji se zdaj predstavljajo v Ljubljani, v prestolnici, ki je čudovito okrašena umetniško. Ravno smo se v avtu pogovarjali, da bi tudi v Mariboru potrebovali enega likovnega umetnika, ki bi pomagal pri dekoriranju stavb in... Tega politika, ki bi to dovolj. Tako da, hvala lepa. Ja, tudi jaz sem zmizal tu. Hvala vam za prisotnost, da ste se potrudili, da ste si vzeli svoj čas, pa res hvala. Fajn mi je. Hvala lepa obema za to prisrčno predstavitev. Gospod Čobal, jaz upam, da boste kdaj še pri nas po stropu kaj razstavljali. Ja. Zamenjali te luči. Bomo, tako da... Sedaj pa prosim člane vokalne skupine Ingenium še za 2 pesmi, prosim.